Profesor dr. Klokočovnik, ste vrhunski srčni kirurg, svetovno priznan. Na noge ste postavili klinični oddelek za srčno kirurgijo Ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra s številnimi novimi pristopi, novimi metodami, inovacijami. Ljudje vas poznajo, svet vas pozna, priznavajo vas, priznavajo vam kakovostno in vrhunsko delo, pa vendar se v tem trenutku dogaja marsikaj, čemur je težko verjeti. Zakaj revolt vaših podrejenih, zakaj zahteve po odgovornosti, celo po odstopu? In morda še pod vprašanje, bo do tega odstopa v resnici prišlo? Res ste se odločili zanj, pa vendar je možna še sprememba? Klinični center je moja ustanova. Klinični center me je naredil. Jaz sem otrok kliničnega centra. To je moja inštitucija, delam že 34 let v kliničnem centru. Pod mojim vodstvom je klinika za kardiovaskularno kirurgijo doživela preporod, razcvet, postala priznana v Evropi, v svetu. Pri nas se vsak teden prihajajo učiti različni profili srčnih kirurgov za določene operacije. Sedaj je bilo več kot 20 takih, iz 20 držav, več kot 45 raznih profesorjev srčne kirurgije. In česa se pridejo učiti? Pridejo se v bistvu učiti naše metode minimalnega invazivnega posega, zamenjave aortne zaklopke, kjer mi prsni koš ne prerežemo, ampak ustavimo zaklopko skozi drugi interkostalni prostor, tako majhno luknjico. In seveda lažja rehabilitacija, cenejša operacija, kljub temu, da je nekoliko poudarjam, dražja ta zaklopka, ker je brezšivna, ustavimo jo brezšivo in je edina zaklopka v svetu in tako zaklopko naši bolniki dobijo. Eden od teh očitkov meni je tudi očitek, da uporabljam to zaklopko, ki jo je v našo inštitucijo pripeljal moj bivši predhodnik, Kršak. To zaklopko imamo že 12 let v kliničnem centru. To isto zaklopko uporablja tudi Maribor. Po isti ceni jo kupujemo. In potem ta neupravičen očitek mojih kolegov, v bistvu je nek montiran proces to. Očitek, da je ta zaklopka dražja, a v bistvu je rehabilitacija tega bolnika, da mu ne prerežeš prsten koš, bistveno bolj pomembna in cenejša. Italijani in Nemci so dokazali, da tisti, ki dobijo to zaklopko s takim majhnim rezom, da je cost benefit je bistveno boljši za pacienta in za denar. Se pravi, manj stane ta operacija. Jaz ne vem, kako moji kolegi, s katerimi delam vsak dan, tak očitek maligen, in ne morem verjeti, da so nekateri tako malo izobraženi na tem področju, čeprav sem poskušal jih učiti, in tudi starejše kirurge, da bi uporabljali to metodo. Primer. Starejši kolega, ki je čisto za mano, recimo par let za mano, ima ime kot dober kirurg in je dober kirurg, ampak klasičen kirurg, in me prosi, ker je bil naprošen, da strani bolnika, da želi operacijo z majhnim rezom. Ker on ne pozna tega pristopa in nikoli ga ni delal, čeprav smo jih naredili že na stotine in 2 kirurga, moja mlajša, sta zelo dobra že v tem in upam, da bosta prevzela to za mano, ko mene ne bo več v kliničnem centru. Me prosi, če mu lahko to pomagam, ker ga prosi bolnica, da ji naredi ta pristop. Zamenjavo aortne zaklopke, brez da bi prerezali prsnice v celoti. In sem jaz bil zelo vesel, sem rekel, no, super, tudi moji starejši kirurgi želijo usvojiti to metodo. In seveda sem ga
podučil, sem mu asistiral, sem pomagal in sva naredila to operacijo. On je bil operater, jaz asistent, menjala sva se parkrat. In sva bolnici to operacijo tudi naredila uspešno. Zaključek tega je bil krasna operacija, super, ampak je pretežka. Vidite, to je ta razlika med dobrim in vrhunskim kirurgom. Vi lahko postanete dobri, ker delate pač na tem področju leta in leta. Ampak razlika med dobrim in vrhunskim rezultatom pa je v inovativnosti. V inovativnosti, da verjamete, postavljate si nek cilj in v tega verjamete, da boste tam prišel, kljub temu, da ni učiteljev. Morate biti vi ta, ki je sproduciral način razmišljanja, da ste prišli do tiste točke. Vidite, klinični center je z našo kliniko prišel do te točke, da danes se prihajajo kirurgi k nam učiti. In to je eden od očitkov. Tako je izgledal ta očitek, kot da je to korupcija, ne? Da uporabljamo najdražje zaklopke. A v bistvu imamo isto ceno kot Maribor. Kaj bo Maribor na to odgovoril, se jaz sprašujem. Kaj bo generalni direktorji odgovorili na to, na ta očitek? Po drugi strani pa se verjetno velja predvsem vprašati, kako bodo v kliničnem centru zapolnili nastalo vrzel pri vodenju kliničnega oddelka, če boste res lahko je vsak birokratski vodja. Kako bo danes vodja vodil to inštitucijo, se jaz sprašujem. Pa tudi, če bo vodja prišel od zunaj, ker nekaj se govori, da bo prišel dr. Gregorič. Midva se skupaj specializirala v Houstonu. Veste, da sem jaz takrat rekel, da ni OSB, je mega neumnost. Mogoče je tu ta neki dogovor visoke politike. V bistvu jaz v teoriji zarote ne verjamem. Ampak sosledje dogodkov kaže v to smer. Pustimo čas v čas, pa bomo videli, če je to res. Ampak tisti kirurg, ki bo prišel na moje mesto, bolnik bo prišel k njemu in bo prosil, da mu ne prerežejo prstnega koša. Kaj bo on rekel zdaj bolniku? On mora to znati. In apeliram na tistega, ki je prišel na moje mesto, na bolnike, ki bojo želeli to vrstno operacijo, da tisti, ki bo mene nasledil, mora biti manj invaziven, mora delati v dobro bolnika. In danes je šla smer srčne kirurgije v čim manjšo travmo prstnega koša. On mora to znati. Očitno sem jaz bil preveč pred ostalimi v svojem načinu razmišljanja, da smo prišli do tega ljubljanskega pristopa. Verjamite mi, da bo cel svet moral na ta način operirati. Ker nihče, jaz pa najmanj, da bi si dal prerezati celo prsnico, odprt prsni koš, če vi lahko s tako majhno luknjico naredite enako, pa še boljšo operacijo. Seveda s to zaklopko, ki je edina v svetu. Če bo torej zdaj prišel v Univerzitetni klinični center Ljubljana pacient, ki bo potreboval prav to vrstno zdravljenje, koliko je trenutno kirurgov, ki bi znali izvesti ta pristop, tako da bi bil ta kakovosten in varen za pacienta? Jaz sem naučil 2 kirurga. In ko je prišlo do tega pritlehnega pisma, neresničnega, sem takoj ponudil svojemu mlajšemu kirurgu, ki sem ga učil, ker ko jih vidim, kako operirajo, vidim vsak svoj šiv notri. Od A do Ž. In sem ponosen na njih. In že danes sem ponosen na te ljudi. To so bodo krasni strokovnjaki. Pač naredili so tak zdrs življenjski, ki ga bojo morali sami sabo razčistiti, v tišini, kaj smo naredili svojemu učitelju, ker to ne smeš narediti nobeno. Ne sme pri tebi delati en čredni nagon, da te nekdo prisili. Nekateri so
so jokali po telefonu, kaj smo naredili. No, odgovor na vaše vprašanje. Ponudil sem enemu od teh svojih kolegov in ga prosil, naj ima toliko koncentracije in moči, da nadaljuje s to metodo, ki bo manjšala travmo pri bolnikih, ker se lažje rehabilitirajo, prej grejo domov, manjša je krvavitev, manjše so infekcije, vse je boljše. Posebej še pa za javni denar, ker je vse to mi plačujemo, ne? In je rekel, eden od njiju je rekel, da ne bo zmogel tega delati, ne bo zmogel in da pač on se bo vrnil na metodo nazaj, na to, da se mu zdi, da je preveč zahtevna, ampak mi imamo super rezultate. Seveda ti moraš zdaj priznati, mogoče še mlad. Jaz verjamem, da bo en dan tudi on se vrnil nazaj. Drugega kirurga še čakam, ki je na dopustu, da ga jutri vprašam, če bi on prevzel, ker je vse moramo narediti v bistvu v interesu bolnika. Saj zato smo zdravniki, smo humanisti, mi smo šli študirati to stroko, da pomagamo drugemu. In ta koncept mora ostati v dno duše. Nismo prišli zaradi intrig, ne vem česa, razumete, ampak smo prišli na ta mesta z dušo in srcem, da pomagamo drugemu. In seveda zato tudi moj odstop, zato ker tudi ne želim upletati vodstvo, da ima take probleme zdaj, razumete? Ker na eni strani imate nekoga, ki se je podpisalo, čeprav veliko teh kardiologov, profesorjev se je odpisalo, da bo to padec kliničnega centra kardiovaskularne klinike za najmanj 5 let in več, kot je rekla sama strokovna direktorica, ko je prišla na sestanek, ker smo ga imeli z vsemi zdravniki. Jaz sem seveda očitke tudi za druge stvari povedal. Uporabljamo pri končni srčni odpovedi, ko vam srček odpove in seveda imamo 2 aparaturici, enakovredni, ena stane 70 000 evrov, ena pa 55. In jaz sem ves čas opozarjal enega starejšega kirurga, da sta aparata enakovredna in da damo cenejšega, pa nismo mi ne vem kaj. Moramo se obnašati racionalno, ne? Poleg tega to cenejšo mašinico, ki je enakovredna, uporabljajo različne inštitucije po svetu, Amerike, Nemčije, če citiram Anglije, v isti inštituciji obe, ne? In pol primerjajo, ker hočejo videti, katera je še boljša za tega bolnika, katera je boljša za onega bolnika. Seveda, takoj gre sum tam pravi. In on je eden od podpisnikov, mogoče tudi eden, ki se je med prvim podpisal, da so moji mladi pol šli čredno nazaj. Jaz sem to prijavil, seveda, ker če dobiš tako pismo, sem moral prijaviti, zakaj mislim, da je do tega prišlo. In srčno upam, da bojo to prevzeli drugi organi. V bistvu ste predlagali interni strokovni nadzor. In danes sem prebral tudi v odgovoru kliničnega centra, da so tudi druge korake naredili v pravo smer. Zakaj nekdo hoče vedno najdražjo mašino uporabljati? Jaz se trudim, da najcenejše, da najboljše, za stvar, ki jo nisem jaz pripeljal v klinični center, za zaklopko, ki jo po enaki ceni kupuje Maribor, tukaj pa nisem mogel narediti nič. Ampak sem kot redni profesor, kot predstojnik, sem skušal vedno na nek demokratičen način za mizo pač razpraviti o tem, ne? Ne pa da tistega dne, ko sem operiral 10 ur enega gospoda, ki je imel eno največjih operacij, to je torakoabdominalna anevrizma, v tistem času so se oni podpisovali za tistim, dej še ti. Jaz sem to slišal. In pol so se razbežali.
In naslednji dan dobim to pismo od generalnega direktorja. A veste, vem, da sem nekaj narobe naredil. Ker sem sodil po sebi, da bojo oni predani svojem delu. Da bojo meter sem vzel po sebi. Da to ni služba, poklic. To je način življenja. Jaz pridem v službo ob 6 in sem do večera. 24 ur, vedno na voljo. In sem pričakoval tudi od njih to. Očitno sem pričakoval preveč. In to mi je očitek. Očitno sem naredil napako. V Nemčiji bi mi zato dali 20.000 večjo plačo. V Sloveniji postaneš črna ovca, ker si prišel ven. Ampak srečen sem, da sem postavil to kliniko na najvišji možni nivo, da ni tle v zadnje korupcije, pokazal sem, kje je korupcija, pokazal sem, kam morajo iti iskati probleme in seveda imam čisto vest. Poglejte recimo primer, kolegico starejšo, ki je stara 72-73 let, ki podpisujem tiste pogodbeno je zaposlena, komuniciram z njo normalno, jo cenim kot strokovnjaka, ne? Imela je že probleme na kardiologiji, zato je prišla k nam, držimo jo v vatici, vse. Pride direktiva strani generalnega direktorja, da upokojenici ne smejo imeti parkirišča in ona mene napade, da sem jaz kriv za parkirišče. Pa to je absurd nad absurdom. Jaz sem rekel, pa vzami parkirišče od tistega drugega. Pa ne moreš meni očitati to. Poleg tega, starejši človek se mora umakniti mladim ljudem. Ne? Ni pošteno, da sediš na tem mestu s temi leti. Pa si so mladi, daj jim možnost. To je eden od očitkov. In to boli. Drugo kardiologinjo prav tako je imela probleme tam na kardiologiji. Prav tako jo je bivši predstojnik sprejel. Super doktorica. Krasno obvlada tisti ultrazvok. Skupaj smo rasli v tem naši stroki, ker delamo najbolj sofisticirane poprave mitralne zaklopke, aortne zaklopke. Najbolj sofisticirane operacije. Uživala je v svojem poklicu in jaz z njo. Večkrat sem jo opozoril, da ni pošteno, da pregleduje zdrave športnike na klinike za kardiovaskularno, ker to je neokusno. Pa jo nisem prijavil. In pol se obrnejo in se podpišejo. In seveda pol jaz v obrambi moram pokazati s prstom. In vidite, v čem je štos, ker nisem razumel, v čem je. Mogoče je to zadaj visoka politika, dilanje z mesti, ker je dr. Gregorič, ki me ni nikoli poklical v zadevi NIOSB, nikoli me ni, in ima občutek, da sem jaz tisti krivec, ki je to ustavil. Dilanje visoke politike, lej, ti bomo dali, če že želiš Klokočovnikovo mesto, ne, je mogoče to način, da pridemo do tega mesta, ker meni strokovnost ne more nihče očitati. In če on pride na moje mesto, bomo videli, koliko obvlada srčno kirurgijo. Ne samo ni mali del transplantacijske dejavnosti in ustavljanja tistih mašinic. Transplantacija srca je na lažjih operacij. In jaz mislim, da jih imam največ narejenih v državi Slovenije. Se to delam leta in leta. Celo avtotransplantacijo, če se spomnite. Prišla je ženska, ki me je ta ista doktorica zaradi parkirišča prosila, je rekla, Kloki, če ne boš nekaj naredil, bo umrla danes ta ženska. Imela je tumor srca, ki je vrastel v celo srce, zadnjo steno levega srca, in je rekla, ženska bo danes umrla, če ne boš nekaj naredil. Kaj, če bi nekaj s transplantacijo avto? Sem rekel, ja, imaš prav, dajmo to danes narediti. In smo ženski izrezali srce iz prstne votline, smo ga dali v led
sem na mizi v skodeli izrezal ves tumor z delom srca, ga zakrpal s krpo, ga nazaj vrnil v prsni koš in ženska je še danes živa, 2 leti in pol po operaciji. Vidite, to je transplantacija, avtotransplantacija. In to je druga, pa parih je bilo v svetu narejenih. Spravi, strokovnost meni nihče ne učita in so oni tudi priznali na tistem sestanku z generalnim direktorjem. Vendar generalni direktor, ko sem mu jaz to povedal, razloge, za katerih, kaj mi očitajo, parkirišče, zdravi pacienti, zaklopke, absurd nad absurdom, da preveč operiram, ja pa jaz sem tisti, ki sem najbolj naprošen, ker vsi želijo, da jih operiram, ker operiram najtežje operacije. Ne morem se zdaj... Po drugi strani mi pa očitajo, da so preveč obremenjeni. Oni so preveč obremenjeni, jaz pa naredim največ operacij. Pa to je absurd. Absurd nad absurdom. In sem generalnemu direktorju dal možnost, predvsem, večina jih je bila tiho, komentarji so bili nikakvi, mlačno vse, večina jih je gledala v tla. In sem mu dal možnost, da vpraša dotične, ker sem jih direktno obtožil za svojim zagovorom. Da jih vpraša, a je to res. In ko sem videl, da on je postavil tega vprašanja, meni je bilo vse jasno. Meni je bilo vse jasno. Zrežiran proces. Človek tu preprosto ne more mimo tega, da ne bi potegnil usporednice tudi z otroško srčno kirurgijo. Ja. S programom, ki pri nas še vedno ni urejen in verjetno še dolgo ne bo deloval v smislu samostojnega zagotavljanja kakovosti in varnosti zdravljenja malih bolnikov. Zdaj bo nekaj podobnega očitno tudi pri odrasli srčni kirurgiji. Ja. Upam, da ne, srčno. Program bo tekel, klasika se bo vedno delala. Saj so moji kirurgi sposobni. Večino sem jih jaz naučil, večino sem jih imel na izpitih, na specialističnih izpitih. Sprejel v službo mladega kirurga, ki ga je bivši predstojnik vrgel ven iz službe. Mislim, vrgel ven, ni ga hotel. Ki je sedaj na otroški srčni kirurgiji. Sem jaz nazaj sprejel in ga prosil, da mu bomo pomagali. In danes smo pomagali z individualnim učenjem praških kirurgov. Kje imate to? In ga prosil, da se maksimalno angažira. In ta isti človek se podpiše na to pismo. In na koncu, zdaj gre na smučanje, krasen fant drugače. Dober kirurg. In upam, da mu bo ratalo. Pravi profesor, meni je zelo žal, kar sem vam naredil, vi ste meni bil kot oče. Pa dobro, otroci moji, kako lahko kaj takega naredite? Kako boste nosili to breme? Nekomu dati podpis in sami ne veste, zakaj ste ga dali. Pa kje je vaša zrelost? Kje je vaš ponos? Kje? Kam vas bo to... Otroška srčna kirurgija. Mislim, da je odlična poteza bila to, da se ni ustanovila inštitucija v inštituciji. Kot tumorska masa bi bila to. Poglejte, kaj se je zgodilo. Noben za to ni odgovarjal. Jaz mislim, da bojo morali odgovarjati. Da kirurg pride iz tujine, brez diplome, brez nostrifikacije, brez znanja slovenskega jezika, ti se najmanj, da ga plačajo 25,000 evrov na teden, da naredi par operacij, zgodi se incident v redu, vedno je to možnost, ne? In da tako so razmišljali, da tak kirurg operira za to ceno in tako, mi ostali pa
Vse veste, koliko imamo plače. Ampak mi smo podpirali celo to, samo da je v dobro otrok. Jaz nikoli nisem rekel, da sem proti, da plačujejo toliko. Če so se oni odločili, če se je visoka politika odločila, da bo tako reševala problem, moja dolžnost je, da pomagam in da so otroci primerno skrbljeni. To je bila moja dolžnost kot nosilca dejavnosti otroške odrasle kirurgije, pod katero spada tudi otroška kirurgija. Padlo je v vodo, seveda, vsi so se pritoževali, pa ne bo zdaj una medicinska sestra, ker dela z mano in je delala z mano 10 let, dela zdaj naprej na istem oddelku, ona bo imela 3000 evrov plače, jaz bom pa Revica imela 700-800. Veste, da to ne gre skozi. To je bil tam politični manever, PR manever Cerarjeve vlade, ministrice, da se odkloni od reality, veste, da jim ne pada rating. Ampak rating je tako padal, da so sami videli, da morajo iti predčasno na volitve. Strašen. To je bil NIOSB, ta mega neumnost, je bil v bistvu PR manever. In seveda, te isti ljudje so prišli pol na oblast. Se zmagala je Janševa vlada, ne? Količinsko, ne? Ali kako se že to reče v politiki, ne? Seveda ni mogel sestaviti vlade in tako naprej. In te ljudje so spet nazaj. Isti ljudje. Vse narod ni vodil te ljudi. Vse narod ni vodil Alenke Bratušek, nima nič proti njemu. Ampak, če je dobila 400 glasov, absolutno ne vem. Ti ljudje to isti nazaj. In ta Miro Cerar je prišel nazaj spet. In zdaj gremo naprej. Če je to neka zarota, ne vem, bomo videli, kdo se bo usedel na moje mesto. In pol se delajo, ne? Saj jaz sem bil tudi v politiki, jaz sem bil župan, vem, zaradi odnosov v kliničnem centru, ker so mi v Fris rekli bivši predstojniki, da jaz ne morem biti predstojnik, ker sem bil prijatelj z Arnežem. Tako mi je rekel predstojnik kirurgije. In je rekel, tebi se bom dal operirati, Kloki, ti me boš operiral, ampak postavili bomo Geršaka za šefa. To mi je v Fris rekel. In jaz sem takrat sem šel za župana. Sem rekel, grem stran. Vedno je morala ta politika krojiti stroko. Bizarno. Če pogledate v Nemčiji, kako se šefa voli. Šefa izberejo klinike. Drugi šefi klinik, ki imajo največjo avtoriteto in največjo akademsko izobraženost. To so vsi redni profesori z največ objavami in najbolj strokovno močni ljudi. Oni volijo naslednjega šefa klinike. Meni so pred leti ponujali šefovsko mesto v Klagenfurtu, pa nisem šel. Jaz imam rad svojo domovino, svojo državo, svoj klinični center. Ponujali so mi službo v Houstonu skupaj z Gregoričem, vsi so bili skupaj tam. On je ostal, jaz sem šel domov. Meni je doma super. Zdaj po stara leta bom šel, ne vem, v Dubaj, zdaj gremo operirati v Rijad, učitelj kirurgije v Rijad, ker so mi že ponujali službo. Že prej, ko so se tle pri meni učili, ne? In potem so očarani in vidijo, kaj vse ta klinični center zna. In takoj ti ponujajo službo. Vse veste, tam je vse privat in pridi k meni. In zdaj jaz moram po stara leta nekam iti. Ne vem, če bom šel, ker imam še 4 leta do penzije. Iskat, ne vem kaj, no. Denar ne rabim. Kaj pa, ni mi bil moto denar v mojem življenju. Poglejte vse te korupcijske afere, ki so se dogajale zdaj. Ki je strašansko obsojen. Te stente, to, podlo dejanje. Jaz bi te zdravnike za 10 let zaprl. Jaz osebno bi jih zaprl za 10 let. Sram me je, da so to naredili. In zdaj gledate ljudi, ki so res imeli prste v marmeladi, ne? Primerjate ga z nekom, ki ljubi svojo stroko.
Halo? Ulica se je zgodila. Ulica, nepremišljena ulica na mojem hrbtu, a ne? A je to zdaj začel? A je to zdaj tak način, ako bomo mi zdaj, kakšna država bomo mi postali? Ne obsojam državo kot državo, obsojam te ljudi, da ne morejo razmišljati s svojimi možgani. Pa ni dovolj, da ti si samo nek kirurg, pa ne vem kaj, pa ti moraš živeti tudi normalno življenje. Sprašujem se, kaj bojo te moji mladi zdravniki rekli svojim soprogam, svojim otrokom, ko bojo en dan. To ni mala stvar, kar so oni naredili. To je izdaja. Nekoga obsodi za nekaj, kar ni kriv. To je izdaja. Jaz jih sprašujem, kaj bojo oni rekli svojim soprogam? Kaj bojo rekli svojim prijateljem v družbi? Svojemu učitelju si zabodel nož v hrbet. Kaj pa je naredil? Zato, ker te je naučil. Ker korupcije tle ni. Zato, ker si moral delati. Pa ne izplačujem jaz nadure. Jaz sem vse nadure podpisal. Izplačuje klinični center. Jaz ne dajem parkirišča. Parkirišče daje klinični center. Ljubi otroci moji, kaj? Jaz sem vas samo učil, nič drugega. A veste, in to boli. In zato se jaz moram umakniti. Dejstvo je, da so v slovenskem zdravstvu seveda v tesnem prepletu s politiko in številnimi interesi razmere in razmerja dejansko neurejeni, marsikdaj nedopustni. Dogaja se, kar se dogaja tudi v konkretnem primeru vašem. Kakšna bo torej vaša nadaljna strokovna pot? Kaj konkretno boste naredili, kam boste odšli, oziroma ali še obstaja možnost, da si vendarle premislite in ostanete v ljubljanskem UKC-ju? Premislil bi si edino potem, če bi dotični, določeni, vsaj mladi, javno priznali to zablodo. To je edino, kar boli. Glejte, generalni direktor, to je nastavljena, vse vemo, kako je to. Nekdo te pokliče, boš ti generalni, pa ti razmišljaš, pa greš. Pa prideš iz neke stroke, ko muha v juho, razumete, reševati neke probleme. Generalni je moder človek, dobro se je ujel, v tem primeru pa ni bilo širine njegove. Ne? Če ti jaz dam v roke argumente, da vprašaš dotične, a je to res, in če ti tega ne vprašaš, se jaz sprašujem, kdo pa je tebi dal navodila. In sprašujem ga, kdo je njemu dal navodila. Kam bom šel? Glejte, star sem 62 let, zaljubljen v srčno kirurgijo, zaljubljen v svoje delo. Zame bo to zelo težko. Ampak moram gledati, kaj je najboljše za bolnike, za vse tiste, ki bo iskali mojo pomoč, moje znanje. Želim, da je moja klinika, se bo strašno zamajala, ampak želim, da se hitro pobere, če bo prišel na moje mesto eden, ker obvlada tako širok spekter operacij, kot sem jaz, da bolniki ne trpijo. Poleg tega se postavlja vprašanje, kdo bo mene operiral en dan. Pa jaz sem te moje sinove učil, da bom jaz tudi pacient en dan. Kako naj jaz zaupam zdaj kirurgu, ki me je izdal, ki sem ga učil, da me operira? Pa jaz mu ne zaupam več. Ponudbe imam že ne vem koliko klicev, presenečenja, razočaranja, ne morejo verjeti. Ker poznajo mene kot garača in poštenjaka. Dali so mi v skupino unih, da ne rečem, smrdljivih doktorjev, ki so delali one svinjarije z unimi stenti. Sram jih bodi. Sram jih bodi, da so to delali. Ali pa unega tam neko zlato v Celje, gor dol. Izpadli smo vsi lopovi. Ne, nismo. Smo tudi pošteni ljudje. Moj odhod mora biti
tako konceptualno narejen, da ne trpijo bolniki. In tudi vodstvo, da jim olajšam delo, ker oni so zdaj v precepu. Vse so to vsi, razen Šabedra, ki pač je novinec v tej zgodbi, ampak vsi to so moji kolegi, ne. Mislim, celo življenje smo skupaj. Jutri prihaja doktor Veselko iz dopusta. Prišparana mu je bila, ta svinjarija mu je bila prišparana. Privoščim mu, da je bila prišparana. Jutri imam še pogovor z njim, ker on je moj kolega, skupaj smo specializirano, on je traumatolog, on je moj prvi nadrejeni in njegove ocene so bile vedno v superlativih do mene, tiste uradne ocene. Nadpovprečno organizacija, vse je bilo nadpovprečno. Da se z njim pogovorim kot kolegom, kot prijateljem, in da zaključimo to zgodbo. Želel bi operirati. Jaz želim čim prej nazaj iti operacijsko. Ne morem pa z izdajo iti nazaj. Kako? Za hrbtom se mi pa opravičujejo. Jočejo po telefonih nekaj. Kaj sem naredil, kaj sem to? Sami bojo morali to razčistiti, sami se bojo. Vsakemu mlademu človeku, ne zdravniku, priporočam, da podpisovanje za hrbtom nekomu, ki te je učil, ki ti ni hotel nič dobrega, nikoli ne naredite tega, fantje. Nikoli.